Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Četrtkovo jutro na Totem radiju je bilo posebno iz večjih razlogov. Prvi ta, da delamo v omejenem obsegu zaradi tehničnih težav. Ni našega prometnega telefona, ni naše spletne strani, ampak se znajdemo. In se tudi trudimo, da se te težave čim. Ja, absolutno. Ja, in zato je tudi današnji podcast v bistvu prvič v zgodovini Totega radia objavljen na YouTubeu. Ja. Vemo, da YouTube ni za audio podcaste, samo nekam ga pač moramo dati. Ja. In naj samo povem, da so se z Jegrom javila, da bi kakih 10 minut plesala, pa bi se pol dalo pa bi dali v lup. To cel čas, ampak ni bilo sprejeto za odobravanje. Pa pač zavrnila idejo. Ja, mislim, zelo dobra ideja in ne vem zakaj. Genialna praktično, jaz ne vidim. Predaje. Ne, ni, ne, Redo. Ampak dobro. Zdaj pač te našo sliko gledate, kaj češ, ne. Kar tudi ni tako slabo, ker smo malo zretuširani, tako da vse okej. V redu. Torej, danes zjutraj smo začeli odštevanje, finalno odštevanje do pohorskega Kerelca. Točno mesec dni še je, rešili še eno dilemo naše študentke Eme, reči hvala Ema. Hvala. Ja, ni problema. In pa se pogovarjali tudi o tem, kako se bo, kot kaže, spremenila produkcija filmov na največjem oziroma na najvišjem nivoju, ampak to je samo enih par vsebin, če ste zamudili, vabljeni, da prisluhnete, sicer pa smo spet tukaj, oziroma bomo spet tukaj jutri zjutraj o 5:30. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In dobrodošli. Četrtek, 5. marec, upam, da vam gre vse gladko. Mi pač zaenkrat delamo v nekoliko omejenem obsegu. Torej, vse, kar se spletnih storitev tiče, trenutno ni naše spletne strani, so naša družbena omrežja. Družbena omrežja, dobra, stara, ostajajo. Facebook, dobra, Instagram, stara. TikTok. Ja. Tudi YouTube kanal za vse intervjuje, ki jim tako pridno sledite v naši audio špajzi. Trenutno so samo tam in bodo v prihodnje zdaj za nedoločen čas. Ker tam pač zgleda so tisti zidovi previsoki za preplezati za enkrat, za pač te posebneže, ki pač delajo sranje na okolje, to je vse, kar lahko rečem. Tako da se trudimo vzpostaviti in upajmo, da nam bo kmalu tudi uspelo. Tudi naš prometni telefon trenutno ne deluje, nič 8 nič 10 55, zato pa nič 51 220 220 in pa tudi kjerkoli na naših družbenih omrežjih. Nam lahko pišete. Nam lahko bomo vse skupaj spremljali. Tako da nekako že bomo. Važno je, da pač da imamo eterne. Da je bila Ana pri frizeru, da grem jaz v začetku naslednjega tedna. Jeger pa 6. aprila. Dobro jutro. Dobro jutro. Stopimo bliže generaciji Z, prosim lepo. Ema, dobro jutro. Dobro jutro. Zelo zanimiv je seznam dilem in tu zdaj moram dobesedno prebrati, ker moram priznati, da sem tudi tu polovico samo razumel. Ko sem bral. In sicer piše takole: zakaj je generaciji Z danes vse red flag in ik? Vse je ik, ni IK, ne? Je ik. Ik, sem prav rekel. Ja, ik. Fuj? Ja, da nekdo nekaj naredi, pa je red flag pa je, da te nekaj opozarja na nevarnost. Ja, da pač nekdo karkoli vidiš, pa si panična in misliš o nevarnost. Ne? To pomeni big. Ja, ali pa na osebi, neka osebna lastnost je že taki red flag. Ok, vse veš, kak je, to je stara resnica, zdaj kar se red flaga tiče na splošno. To je od nekdaj in velja za vse stvari. Najprej malo boli, pol pa se navadiš. To je življenje. Drži. Pri marsikateri stvari. Ja. Ampak če je bad vibe, ide away. Zdaj se je na paš postrigla. Krenilo mi. Drugače pa 16 bom jutri. Ja, bi rekel. Torej, ja, ampak ik je meni naprimer hujši. Ik je hujši kot red flag. Ja, ik naprimer je Jegerova kolena. Kažeš na mene. Ja. Ik, naprimer, pika nič več, to bi moral se končati video, ker je pokazala s prstom na Jegra, pa rekla ik, recimo. Ja, ne, ampak ne, mora se pojavljati kolena, okej, ja. Ja, to je res, to je ika, ne? Ja, to je taki ik. Res. Kaj Jeger, zdaj da veš, ne? Ali pa če moški ima neurejene nohte, je tudi taki ik. Dobro.
Ta pa brado oziroma lase. Ja, to je pa redlek, pa ik, pa vse že. Jaz sem veliki X gledal. Jaz si te bom, telefon si te bom spremenil, Matic Jeger, ik. No. Kaj se piše s K ali s G? S K. CK ali samo K? PCK. Ja, IK ali ICK? ICK. Okay. Ja, sem vedel. Icek si ti. To je v bistvu mali teliček na Gorenskem. Pa inštitut za civilizacijo in kulturo, samo toliko, da bo ta vedela, kako pomeni ICK. Okay. Hvala lepa. Ja, Ema, glej, ne moramo ti pomagati, tu pa si za sebe. Vem. Pač zdrži s temi iki. Ikom pravzaprav, ne, da smo čisto na No, ja, v redu je. Ki jih ima več. Da ti zdaj kolena pokažem. Ne, obračaj tega. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Vedno bolj svetlo je, kak še le bo, ko bomo uro prestavili. Ja, konec Mislim, bolj meseca. zvečer, Ne? konec meseca. Oziroma, kot sem jaz enkrat rekla, kako fajn, da je letos padlo na vikend. Točno, ja. Yep. Pač samo prijavo sem zdaj naredila. Zdaj so ti lepi spomini. Ja, lepi spomini. Četrtek je in ob četrtkih si gledamo v portale, to je, ko pač Jeger pogleda svojim feminilnim čutom v spletne ženske portale, Ana pa z svojo tezensko trdo roko v moške. Pa da vidimo, kaj se je primlo. Kaj, kdo bo danes prvi? Po želji. Ja, povej. Izvolita. Ana. Dobro. Zanima me, ali sta mogoče kdaj šla vidva v trgovino nekaj probat, pa potem naročila preko spleta, ker je pač bilo tam ceneje. Ampak Nikoli. res? Zakaj bi si delal? Zakaj bi si dvojno delal, kaj si hecno? Ja, recimo zato, ker vidiš Nike Air Force One, ne veš, koliko imaš številko, greš v Europark, si probaš in naročiš preko Prvo kot spleta. prvo, ne nosim Nike, ne? Pa dobro, pač primerjaj. Adidas ali pa Vans in točno vem, kak imam številke. No, ja, jaz sem pa to enkrat naredil. Res? Ja, enkrat samo, ampak sem bil fizično v trgovini, sem probal, sem že na blagajno, pa me prijazni trgovec opomnil, da če prek spleta naročim. Pri isti trgovini. Isti trgovini. No, v glavnem, dosti ljudi pač to, pa tudi jaz sem že tako da naredila, pač greš probat v trgovino, pa naročiš druge, ker je bolj poceni. In zdaj so se nekateri trgovci odločili, da bodo naredili konec tej kraji svetovanja. Aha. In sicer so določene trgovine se odločile, da bodo za svetovanje zaračunale 25 €. In če potem izdelek dejansko kupiš v tej trgovini, se ti teh 25 € odšteje, če ne pa pač ostanejo pri trgovcu. Okay. Zamisli, da bi dejan kasiral. Ampak si predstavljaš, pol ne bojo več to trgovine, ampak bo v bistvu svetovalno okolje. Ja, ampak s tem tratiš čas trgovca, nositi ven 600 številk, ki jih hočeš probati, da najdeš svojo in pol greš ven in nič ne kupiš. Je. Se pa ne veš. Ja, nekaj moraš dati, če hočeš nekaj imeti. Okay. Predolgo se o tem pogovarjamo, jaz se opravičujem, meni je že glava eksplodirala zdavnaj. No, da ne boste presenečeni. Okay. In zanimivo, da si to našla na moškem portalu. Ja. Lepo. Jeger, na ženskih portalih, kaj se je primlo? Dejan, vidva sva ena taka modna kralja, ne? Tak ali tak. Slediva trendom, pravzaprav trende včasih tudi postavljava. Ne, jaz moram reči, da se... Mislim, midva jih, veš kaj, midva trmasta ustrajava in sva ciklično moderna. No, moramo zdaj v to najno sredino sprejeti še Ano. Res? Ja, Ana, ti si bila včeraj pri frizerju in si se postrigla na paš. Ja, in? Pazi, paš frizura. Za dolgi paš, mimo grede. Nismo vedela, da obstaja do dan zjutraj. Pazi, obstaja še en paš. Obstaja jih mnogo. Mnogo delali so na dvorih širom Evrope, nekoč. No, ja, ampak ne, frizura paš. V letu 2006 bo modern 2026 bo modern diplomiran paš. Diplomiran paš, graduated bob, se mu reče po angliško. Okay, poznamo to? Ja, poznamo. Okay. Ja, no in ti povej, kak je ta paš? Tak čisto kratki je, ali? Ja, od zadaj je bolj kratek, pogre pa na daljše. Ja, tak na dol se spušča se v bistvu, ne? Pravi Victoria Beckham v Spice Girls že leta nazaj. Od zadaj visoko pa se spuščajo špici proti zizam. A to tak je?
Ne, jaz si tako predstavljam. Je to tako? Ja, zdaj, samo ne tako dolgo. Ne, To bo letos moderno zaradi njegove vsestranske prilagodljivosti različnim tipom las in pač poudari obrazne linije. Tako da, Ana, bravo! Ja, hvala. Si v trendu, sicer nimaš diplomiranega paža, ampak ok. Če si ti zihr, da se reče diplomirani paž? Piše, tukaj, gledam. Diplomirani paž, oziroma graduated bob. Ne, se vprašam, če je še nisem našel čula tega. na ženskem portalu to Ti bom link poslal. Okay. preveč enega in preveč drugega. Hvala lepa za moj okus danes zjutraj. Ampak ja, zelo zanimivo. Dobro jutro. Dobro jutro. Ok, spet čas, da malo pogledamo, kaj se aktualnega dogaja na področju AI-ja in modernih tehnologij, kar počnemo periodično, ker se stvari hitro spreminjajo. In zdaj pazite to. Kitajsko podjetje ByteDance, morda ste že slišali ali pa tudi ne, stojijo za TikTokom, v bistvu, so razvili oziroma je razvilo izredno zmogljiv model umetne inteligence za ustvarjanje videoposnetkov, imenuje se Seedance 2.0 in je precej vznemiril Hollywood, kajti Seedance 2.0 je namreč ustvaril recimo izjemno realne posnetke epskih pretepov med Bradom Pittom in Tomom Cruisom, pa med Thorom in Wolverinom ter Supermanom in Thanosom, ker model namreč od drugih izjemno dobro razume razmerja na Zemlji, kar se tiče gravitacije, padanja senc in zagona, zato so videi izjemno realistični. In kaj to zdaj pomeni za filmsko industrijo? Kaj pomeni za Hollywood, Bollywood in Viba film? Zelo vredno. Za slednje verjetno bolj malo, ampak dobro. To smo seveda vprašali našega hišnega strokovnjaka za umetno inteligenco, sicer pa direktorja podjetja SEOS AI Petra Mesarca. Peter, torej, kaj imamo tu zdaj? Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Je pa ta Seedance res velik napredek od preteklosti. Gre za model, ki je v resnici 4 modeli hkrati, so 4 modeli v enem, vsak model, en model dela besedilo, drug sliko, tretji video in četrti audio. In poleg tega je ta model sposoben ne samo zgenerirati to, kar mu mi povemo, ampak sam razmisliti o tem, kaj bi moral posneti, ta posnetek razdeliti v različne kadre in potem posneti kader po kader. Zdaj lahko mi posnamemo praktično dolg video, kakršenkoli, izjemno enostavno. In nekateri, Peter, so zaradi tega orodja že napovedali konec Hollywooda. Koliko je v tem resnice? Bomo videli. Zagotovo pa to lahko prinaša neko čisto novo žanr video. Vprašanje pa je, če jih hoče kdo gledati. Ali kdo hoče gledati Bruce Leeja v svojih mladih letih v novih filmih. Ne vem. Jaz mislim, da predvsem ne rabimo čisto govoriti samo o filmih, pa o filmski industriji, ki je verjetno najbolj kompleksna pri generiranju filmov, ampak lahko moramo bolj govoriti tudi o nekih krajših filmih, o reklamah. Če lahko zgeneriramo video Jackie Chana, lahko zgeneriramo tudi video, slovensko reklamo dobre vile v nekem drugem kontekstu z istimi igralci in tako naprej. Tukaj je po mojem največja sprememba. Hollywood je verjetno tisti, ki se bo najdlje upiral vsemu temu. Jaz sem pa prepričan, da Bollywood pa že zelo dobro uporablja umetno inteligenco. Da se v Viba filmu ne menimo. Tako dobro, da jih ni. Bomo torej kljub temu še vedno gledali, Peter, kaj misliš, klasično posnete filme? Verjetno bo ta tradicionalen film ostal še nekaj časa. Zelo kmalu bo pa se povečala produkcija drugih filmov, kjer pa enostavno ne bo treba več vsega tega delati. Ker kar je tu pomembno je, da ne gre samo za igralce. Ko ti enkrat snemaš film, rabiš celo hordo različnih ljudi, ki ti pomagajo, asistirajo in vseh teh ljudi ne bo več treba za nekatere filme. Nekateri filmi se bodo pa še vedno snemali na klasičen način. Ljudje bodo še vedno želeli filme, v katerih igra Leonardo DiCaprio, ampak vse okoli njega bo pa verjetno enostavneje, hitreje. Zdaj pa, kaj pa to pomeni? Ali bo zaradi tega lahko kdo drug delal z Leonardo DiCapriom filme, pa ne samo Hollywood? To pa ne vem, to bomo pa videli. Tako je.
Peter Mesarec, naš hišni strokovnjak za umetno inteligenco, hvala lepa. No, naj samo povem še eno stvar, da v resnici Seedance 2.0 v Evropski uniji ni mogoče uporabljati tako enostavno. Obstajajo sicer ob vodi, ker dela to samo na Kitajskem. Seveda obstajajo. Seveda, ampak v vseh primerih za registracijo uporabniškega računa moraš imeti kitajsko mobilno telefonsko številko. Resno? Ja. Okay. Tako da pri nas to še zaenkrat ni, ampak zagotovo kmalu bo in pol bo res zanimivo videti. Ne vem, bomo lahko midva z Ano naredila film, kako recimo čez planjavo na pomoč hiti, ne, jeger, spodaj vitez, zgoraj oranžni pračlovek iz Pohorja, lastnoročno ubije 7-glavo pošast in reši kraljično, od zadaj pa mu poje Enrique Iglesias. Dobra slika, ne? In si se videl, ne? Ja. Dobro jutro. Dobro jutro. Znano je, kdo dobi Glazerjevo nagrado in Glazerjeve listine, kdo so ti novi laureati in seveda gre za najpomembnejšo nagrado in priznanje v našem mestu na področju kulture. Tako je, mestna občina Maribor jih podeljuje že od leta 1900. Kaj so malo, si hotel reči, tako je mali? Ne. Si ga čula? Nisem hotel tega reči. Blizu je bilo, ampak ni bil namen. Ni bilo. No, nagrade podeljuje mestna občina Maribor že od leta 1987 in letos Glazerjevo nagrado oziroma Glazerjevo listino prejmeta Jure Ivanušič za glasbeni album Brezmejna in druge odlične dosežke na področju kulture in pa Tomo Podstenšek za roman Malo drugače in zbirko kratkih zgodb Sprehod z neznanko. Letos tudi podeljujejo Glazerjevo priznanje. To priznanje se podeljuje na vsaka 3 leta. Letos ga prejme Katarina Klančnik-Kocutar, ena osrednjih osebnosti slovenskega lutkovnega gledališča. Glazerjevo nagrado za življenjsko delo pa letos prejme doktorica Maja Godina-Golja za poglobljeno delo na področju urbane etnologije in za prispevek kulturni dediščini Maribora. Super. Evo, Glazerjeve nagrade bodo podeljene 20. marca ob 19. uri v lutkovnem gledališču, sicer pa je prišlo letos kar nekaj kandidatov za ta prestižna priznanja, kar pomeni, da je mariborska kulturna ustvarjalnost bogata, tako je tudi povedal Rene Maurin, predsednik odbora za podelitev. Vedno se zelo veselimo, da lahko podelimo nagrade, hkrati pa je vedno tudi jasno nekoliko krivično, ker praktično vsako leto prihajamo do zaključka, da bi lahko med predlaganimi dobilo nagrado seveda več ljudi. Tako da to je pač narava nagrad, verjetno se to pri vseh nagradah dogaja, vsekakor pa priča to, oziroma na lastni koži izkusimo, kako bogato kulturno pokrajino ima to mesto. Super, ne? To absolutno drži. Ali je med prijavami prišel tudi opus radijskega angela Tineta Križaniča? Mislim, ne vem. Tokrat ne? Tega niso razkrili. A ja niso? Ne. Dobro, se pride čez dobrih 10 minut, pa ga bomo vprašali. Ampak res čestitke vsem dobitnicam in dobitnikom, zasluženo in hvala za upravljeno v kulturi v našem mestu v preteklih dneh. In naj bo to spodbuda tudi za naprej in za ostale ustvarjalce. Tudi naša študentka Ema je tu, vsi želimo dobro jutro. Dobro jutro. In še enkrat se je potrdilo, da je Maribor šampion. Absolutno, kajti Ljudski vrt je dobil prestižno nagrado. Kaj je, Ema bila tiho? Nekaj je rekla, samo priseži. Ne, pa da nauči se. Zakaj me dražiš? Ne draži me, čuješ mala. Ljudski vrt je dobil prestižno nagrado Hospitality Excellence, seveda za ponudbo, ki jo 5-zvezdnični stadion kot Ljudski vrt je, ima ob tekmah in ki je vedno bolj popularna, to je zagotovo. In v Budimpešti je torej naš Ljudski vrt dobil to nagrado oziroma naš NK Maribor. Tako da, veš, to je že prvi znak, da smo najboljši. Ja, pa da se še bo zafefralo malo to sezono, veš. Ja, ker smo zdaj začeli z nabiranjem nagrad in to vemo. Lastovka, prva prinese pomlad, v tem primeru 4:08. Ja, res, čestitke vsem, ki se trudijo v našem klubu. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kaj z vami? Kak je? Noro. Ja, res sem prav noro. Ni šlo skozi z Glazerjevimi letos, ne? Ne, tako študiram jaz
več kot do kakšne Kolaričeve nagrade. Ali pa Mlinaričeve iz Prlekije, to je lepa nagrada, ne? Ja, to sem že dobo. Ja. Večkrat. Kaj si nam pripravil danes, Tine, povej, z nemirjenjem čakamo ta moment. Rešitev imam za Jegera. Zato pravim. Odlično. Za Jegera. Za Jegera. Jegera. Ja, za Jeger. No? Dobro. In sicer znanstveniki so trdno prepričani oziroma so celo potrdili, da že samo če fejst mislimo na to, da recimo na fitnessu dvigujemo ne vem kakšne kile, se nam to pozna. Zato ker se pri močnem razmišljanju iste možganske celice vklopijo kot pri samem treningu, tako da v bistvu samo fejst razmišlja. Pa si že nekaj naredil. Samo veš, kaj je problem? Jaz fejst o tem razmišljam, res fejst. Samo pol tudi, če res treniram. Pol full lačo, ne? Tako. Pa fejst ješ, Pa tudi fejst jem. Tako daleč, če niso prišli, kaj pol to pomeni, ampak Ja, vidiš, se ne morem. očitno ne deluje. Mislim, deluje in je pomemben del procesa, samo ne moreš pa samo eno. Jeger. Zdaj Gledal se je, pa se grem nismo zdaj grem malo lahko. misliti, pol pa grem do lika. Na pol hendla. Zdaj pa, kot je rekel Jeger, sami športniki smo v tem studiu. Ja, seveda. Je tema jasno Pohorski Kerlc. Danes je točno mesec dni do te vedno bolj popularne, ne samo v Mariboru in v regiji, ampak v Sloveniji in širše športno-rekreativne prireditve. In v tem studiu Domen Žnidarič, Igor Šalamun, Timotej Bečan. Dobro jutro. Dobro jutro. Jutro. Dobro jutro. Sami športniki, ne? Sami poglej nas, že po postavah vidiš, da smo natrenirani, ne? Ok. Vsi trije so tako, ko so pogledali, noč prišli, zagotovo ste imeli mislih, nič se ni spremenilo od lani. Drugače pa z gospodom Šalamunom smo lani trenirali, ne? ja. No. In zelo uspešno, ne? Kako dolgo so bile travme, pol, Igor? Ne, je bilo kar v redu, bilo tako, da samo slabo smo nadaljevali. Ja, Tine je bil slab takrat lani. Ampak bomo popravili. Upajmo, ker Jeger ima namreč letos plan, da čisto zares se udeleži tega tekmovanja, ampak dajmo samo na začetku spomniti, preden gremo v same tehnične in realno nedosegljive stvari ali pa dosegljive za nas smrtnike. Domen, čisto vse, kar moramo vedeti o Pohorskem Kerlcu, 5. april, je datum. Tako. Letošnja izvedba 5. aprila, torej v velikonočnem vikendu, se bo letos dogajalo. Vabljeni vsi, prijave so še vedno odprte. Da zapolnimo to število mest, ki je 300, smo že krepko čez 100 prijav, tako da vsi, ki nameravate, hitro klikajte na našo spletno stran, torej na ProTime in prijava. Tako. In ve se, da se gre gor na Pohorje, da so najboljši v dobrih 22 minutah, ampak ni bistveno, ne? Res ni bistveno, vabljeni čisto vsi, tako tisti hitrejši, kot tudi malo počasnejši, prava zabava, pravo tekaško druženje, pohodniško druženje in res vabljeni vsi, ki ste željni rekreacije na tem našem bregu. Okay. Odlično. Štart v areni. Štart v areni, tako proga, povsem enaka kot v preteklih letih, torej ena izmed najkrajših variant po snežnem stadionu do... Cilj pa na Kopah, ne? Cilj pa na Belgijo, ne bomo. To bomo pa enkrat naslednjič malo podaljšali. Okay. Dobro, drugače pa, ko se pogovarjamo o teh ekstremnih časih, Timotej Bečan, eden najboljših zagotovo na splošno v tem športu in pa gor na Pohorje. Čakaj zdaj, da se prav spomnim, tvoj čas, Timotej, je bil... Mislim, da 23:08. Ja. In prav imaš, ker jih imamo odprte. No, super. 23:08. Veš, kaj se meni zdi, tako dirkaš gor, mislim, ne naužiješ se lepo od Pohorja, ne? Ker gre mimo tebe kot film samo. Ja, sej zato pa večkrat pridem, da se takrat naužijem. Okay, in cilj za letos, Timotej? Ja, jaz sem zelo tak previden pri napovedih. No, večkrat sem že preveč hotel in potem bil nič drugega kot razočaran, tako da jaz se bom potrudil, zdaj treniram dobro, tako da računam vsaj na to, da izboljšam čas, karkoli več, ne vem. Seveda si želim postati končno Kerlc, ne? No, tako. Ker da sem bil 3krat zapored ta
prvi poraženec. Tako da definitivno je to želja, pa seveda boljši čas. Moraš vedeti eno stvar, da pač mi, ki smo se tu rodili, mi smo se rodili z naslovom Kerilc, ti pa si ga moraš pridelati žal na ta težek način, ampak pol, ko si enkrat, si pa celo življenje, ampak da smo si na jasnem, tudi ta čas je genijalen. Seveda, in jaz zdaj, če bom šel, oziroma bom šel, se bom tebe držal, dobro? Prišla je gor. Prvih 6 metrov. Kar se priprav tiče za rekreativce, ki zdaj razmišljajo, recimo Igor, zdaj je mesec dni. Kak je zdaj najbolj pametno se lotiti? Ker zdaj težko hodimo gor, ker je še ogromno snega v bistvu, ne? Pa ja, letos je res en problem to, ker je bilo kar relativno, že po dolgih letih ni bilo toliko snega in je bilo kar problem dobro trenirati na naš breg, ne. Je še sicer nekaj časa, ne, za potrenirati, ampak ne pa več žal dosti, ne. Vse 14 dni za močne treninge, zadnji 14 dni pa malo bolj na nežno. Okay. Ja. Na nežno, to je to na partnerke v bistvu, ne ti doma, da pač treba ga negovati, da bo pol, ne, ampak či zares, kaj to pomeni močni treningi, ker zdaj vemo, Jeger se je letos odločil, lani sta imela pač izkušnja tako, ko sta imela z enim poizkusom, ki se je končal klaver, no, kaj pomeni to 14 dni malo močnejših treningov? Ker praktično vsak dan, ne, vsak dan treba, ampak ne mogoče vsak dan, da je to pohorje, lahko je tudi kombinacija s teki paroninami, intervali, kratkimi, daljšimi, v klaneč, sprinte. Tak, jaz sem bil včeraj recimo na sobnem kolesu pol ure. Je to en močen trening, ne? Pa je boljše, ko ležati na kavču. Jeger, daj zlaži, saj ena govori po profici. 40 minut. Okay. Pohorski Kerilc, torej 5. aprila bo ta, zdaj že lahko rečemo, bo svoja kar legendarna prireditev oziroma ta športno-rekreativna prireditev na našem Pohorju, podrobneje vsem skupaj in tudi o tem, da je izjemno bogat denarni sklad, ki letos presega 8.000 evrov in vse ostale informacije o nadaljevanju. Mesec dni pred Pohorskim Kerilcem smo v studiu, še vedno gostimo same ase, Domen Žnidarič, Igor Šalamon, Timotej Bečan, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. In pa kandidata, ne? Kandidat za Pohorskega Kerilca. Ja, čeprav ti si se na Pohorju rodil. Tak, da že imam tak. Ne zgledaš, tudi zgledaš tak. Jeger, kar izvoli, zdaj imaš tu, lahko vprašaš. Ja, okej. Glede na to, da si se letos odločil. Ja. Najprej vprašanje za Timoteja, ne, mi prvaki. Kak naj stopnjujem tempo, ali se naj zaženem na stadion z prve, pa pol pač malo nazaj jemljem, ali naj grem malo postopoma, pa pol v gori v ravnini pridobim tisti čas, da bom imel 22 ali pa 21 minut. Ja, zdaj, če bi bil žleht, bi rekel, ja, na polno od začetka. Ampak bom tak prijazen sotekmovalec, no. Tako da ta strmina na snežnem stadionu je res kar brutalna, no. Tako da je treba tam zelo, zelo previdno začeti in mislim, da če tam nekako začutiš, to bo Igor dobro vedel, ta laktat po rokah, se pravi, da se ti nabere mal presežek presnove, si v bistvu pečeno. Tako da je treba zelo lepo, ja, po rokah, ja. Če pa z nogami hodiš. To je tak fenomen. Fenomen naše presnove, no? Da se v bistvu odpadni produkti grejo v neaktivne mišice. To so pa preteku v bistvu roke, ne? Okej. Tako da, jaz imam zdaj tu same neprimerne asociacije, da bolijo neaktivne mišice, ampak či zares, kak sploh lahko začneš počasi, če rabiš gor 23 minut, mislim, to je nepojmljivo. Vi ste meni genialci na nek način, ker ne morem sploh doumeti, da nekdo tako hitro v breg leti. Ja, zdaj, hitro pa počasi zelo relativno, ne? Ja, res je. Tako da tukaj imam sam ta komentar, ne? Zdaj, mogoče za mene počasi je nekaj drugega kot za nekoga drugega, počasi oziroma hitro, ne? Ampak veš kaj, to še bom zdaj izkoristil. Kje in na kateri točki si začutil, da pa to je to, kar želiš početi? Ker jaz namreč ne slišim klica gora, priznam, niti hriba ne, ampak da pa to in rečeš hripo, ki ne dam gor, sem pa laufal gor, ker hočem biti res hiter. Ja, kar pozno v bistvu, no, jaz sem 10 let košarko igral in pri 19 letih sem pa začel teči.
Zdaj, zakaj pa gorski tek, pa niti ne vem, ampak tako, zdaj, ko malo razmišljam, ne vem, prideš na vrh hriba, imaš neko nagrado, ne? To je razgled, nek cilj je to, ne? Zdaj pa, če po ravnini tečeš, je pa pač, ne vem, gledaš na uro in nabiraš kilometre, ne? Tukaj imaš pa vedno nek cilj, priditi na vrh, se pač naužiti, ne vem, razgledati česarkoli, ne vem. Tukaj jaz razumem, ker tudi imam rad gore nagrado, in hribe in nagrado na vrhu, ko vidiš razgled, samo pivo, ne? Tudi to, jaz ko grem na vrh, jaz se rad tudi vmes ustavim, pa kaki sendvič pojem, ne? Recimo tak, ne? Da ne grem takoj gor. Ja, jaz bom tako rekel, to sem pa prebral enkrat, da je življenje prekratko, da bi, nekaj v tem smislu je bilo, da bi počas stvari delal, ne? Recimo, zato pač tečem, ne? Da bom še čas za kaj drugega. Dosti tega osmisli to. Doma proba Eger, pa mi povej. Drugače pa Domen, rekli smo, nagradni sklad je več kot 8.000 evrov letos. Ja, res je. Torej, podjetje Poligram, ki že vrsto let organizira, zdaj že tradicionalnega pohorskega kegelca. Skupaj s Tajmom, seveda. Z našo izvedbo zagotavlja res visok nagradni sklad. Vsako leto vsekakor mikavna stvar, tako da tudi nek dodatni motiv za vse. Ampak glavni motiv seveda mora biti druženje, dogodek kot je. Absolutno. In pa to moram vprašati Igor dvojice. Kako to zdaj izgleda, če kdo slučajno pozabo od lani? Ja, letos imamo tudi nekaj novih kombinacij, ampak ponavadi je tudi dva moška, tudi mešani pari so tudi, tako da imamo pa čisto enostavno, morate pač priti, oziroma zadnjemu se šteje čas, ne? Lani smo nekaj tudi malo še kombinirali, ampak letos je to drugače, tako da pride drugi se računa čas in to je to, da ne več kompliciramo in dobro, je nekaj sploh v mešanih parih možnosti za kreganje na sami progi, ne? Bo pa pestro vsem, ki bodo gor hodili. Ok, zdaj še mogoče sama časovnica, kako bo izgledalo na 5. aprila na Snežnem stadionu se dobimo, ne? Tako, štart ob 10. uri, tradicionalno, zbiranje pa tam od 8. dalje, prevzem štartnih številk, štartnih paketov. Na vrhu malica čaka vse tekače, ena krasna finišer medalja tudi letos. The best. Pa druženje, tekaško-pohodniško druženje. Malca bo to. Slastna malica. In zdaj čisto tehnično verjetno vsak dobi nek čip ali kako bo to? Tako merjenje pa seveda poteka s čipi, tako imenovani gun time bo letos. Gun time, ja. Torej od poka pištole, vsi štartajo naenkrat in takrat začne teči čas in ko prečkaš zgoraj ciljno črto, se ti ustavi na to. Mesto se tvoj čas ustavi. Torej, leto štartate vsi. To bo zdaj pa tako kot na maratonih, ne? Boste vi, Timotej, ne, spredaj? Tisti hitrejši, absolutno v prvih vrstah. Torej napadejo prvo se bomo postavili. Tu taktika zajca tudi za postavljanje boljšega skupnega časa? Do zdaj ga ni bilo, mislim, da je tu ta strmina in pa hitrostnega teka, ne vem, če imamo takšnega zajca, ki bi ga ni, oziroma za 100 metrov bi bil, ja. Recimo, tudi trikotne jase zelo težko. Tak, da je na mene, glej. Ne na serini v prvo vrsto, samo to da naš na poti. Vsaka sekunda je pomembna. Pa poslušaj, če mi najboljši stojimo v prvi vrsti. Kaj znaj, hodim v prvo vrsto. Ok, dobro. Timotej, morda še zdaj ob koncu te izjemno zanimive debate še kak nasvet tistim, ki se želijo bolj resno lotiti ali pa tistim, za rekreativce bomo pa Igorja vprašali. Pa jaz bom povedal isto, kot je Igor, no. Se pravi, pretiravati nekih en teden ali pa 14 dni prej nima smisla. Žal se mi zdi, da večina to počne, ker misli, da bo pač nekaj dobila, ampak kvečemu je efekt kontra. Tako da, če ima pač tekač, pohodnik neko bazo, se pravi, se celo leto ukvarja, je aktiven, potem recimo mislim, da je njih 6 tednov prej, če malo pojača treninge, zdaj smo pač že znotraj tega časa, ne? Da ima potem dovolj časa, da v teh 4-5 tednih to nadgradi. Zadnji teden mora biti pa pač neka bolj kot ne aktivacija, ne sme se zdaj ležati, ne? Da se pač človek ne poleni. Ampak mogoče v tednu prej je manj pomeni več. Ok, kaj pomeni recimo ta aktivacija oziroma zadnjih 14 dni za nas rekreativce, Igor, kako to predlagaš?
Pa nekaj drugače, samo na dosti manjšem nivoju, definitivno. Okay. Pač prilagoditi vsak svojim razmeram oziroma sposobnostim in seveda, kakšne pač ima cilje. Eni pač imajo cilj čim boljše, eni imajo cilj, da se udeležijo samo tega teka. In moramo vedeti, vse je ok, ne? Vse, to je glih namen tega našega teka, da združimo i dobre i slabe, ne? Ampak je zanimivo, da se tu lahko tudi največji rekreativci primerjajo z našimi najboljšimi tekmovalci oziroma tudi tekmovalci iz tujine. Tako da tudi to je dobra primerljivost in vsak vidi, kje kam spada. Pride tudi Jegrova kategorija iz tujine, da se lahko Jeger mogoče nabere. Ne vem, ne pride bolj resni, samo ne. Ok, ampak opažate pa zagotovo tudi zanimanje za pohorskega kelca večje tudi širše. Ja, sigurno. Vsako leto se nam pridruži kakšen tekač iz tujine, zasledijo ta naš tek. Moram pa tukaj vseeno poudariti, da želimo aktivirati to naše okolje, našo regijo, da se čim več ljudi torej spravi ven iz dnevnih sob v naravo in pa da zaužije ta na Pohorje. Tako, vse informacije protime.si, tam se lahko tudi prijavite, sicer tehnično do 2. aprila, ampak jaz ne bi čakal, samo mesec dni še je in le 300 odprtih mest, ki se bodo hitro zafilala. Pubeci, najlepša hvala za obisk danes. Timotej, želim ti, da ne bi pač bil prvi med, kot si sam rekel, ne? In da bi izboljšal svoj že tako ali tako fenomenalen čas. Igor in Domen, hvala lepa za vse informacije in se vidimo 5. aprila na Pohorskem Kerlcu 2026. Hvala. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.